Zadnjo priložnost za duty free shopping pa je minulih dneh izkoristil predsednik republike Borut Pahor, ki pa niti na otoku ni mogel iz svoje kože. Potem, ko si je v svojem slogu najprej privoščil tek mimo Buckinghamske palače, se je danes sestal s kraljico. Medtem ko se drugi državniki skrivajo za zatemnjenimi stekli limuzine in upajo, da jih ne prepoznajo, naš predsednik naokrog teče v fluorescentnih oblačilih in upa na čim več lajkov. O tem se je pohvalil tudi pred kraljico samo. Yesterday I jogging a little bit around your palace. You went, were you really? But it was a lovely day. Was it Did you like to lovely come and day? take a seat? Absolutely. A ste videli to reakcijo? A res ste tekli? Ja! In pa ga je zih vprašala še, a vi ste res predsednik? Ja! Čeprav obisk kraljice deluje kot slabo zaigrana scena iz angleške humoristične nanizanke, so iz urada predsednika sporočili, da je obisk trajal dlje, kot so načrtovali, kar verjetno pomeni, da je kraljica po nesreči omenila šport, modo ali pa Instagram. Je pa Pahor na obisku Velike Britanije očitno izvedel, da se oblast lahko deduje in to nemudoma sporočil svojemu sinu Luki. V družbi evropske poslanke Tanje Fajon in državne sekretarke Dominike Švarc-Pipan je kolesaril s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom. Ja, nikaj, pri Pahorjevih so res športniki, če so kamere blizu. Borut teka okoli kraljičine palače, Luka kolesar po Ljubljani. Jaz vam vem, če montiramo kamere pod gladino Blejskega jezera, jebem ti, da se boste začela potapljati. Jebem ti, če se boste. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!